današnji oddaji o živalih in ljudeh bomo predstavili zgodbo posvojenega hrta. Opozorili bomo, na kaj vse morate pomisliti, ko se odločate za akvarij. Po težavah v mariborskem zavetišču za živali bomo pojasnili, kakšna bolezen je mikrosporija. Zgodbe, kako pes najde svojega človeka ali človek svojega psa, so zelo različne. Kakšna je vajina z rajem? Najina z rajem. V bistvu je bila najprej zgodba moje hčere Taje z rajem. Ona si je želela psa, jaz ne vem, mislim, da je preko interneta so s prijateljicami se pogovarjala, kakorkoli. Jaz nisem prej sploh o hrtih niti razmišljala. Predtem sem imela bobtaila, pa potem pudla in tudi nisem razmišljala, da bi še kdaj sploh imela psa. No in potem za en vikend je prišla do mene pa rekla, mami, veš kaj, daj poglej, no, odpri to stran. In jaz sem začela brskati. Tam so bile zgodbe psov, slike psov. Potem je ona pokazala, poglej, tega bi jaz imela belega. In jaz sem gledala tisto kar nekaj časa, tiste strani, pa tudi kar nekaj dni. In potem sem rekla, v redu, glej, pa se odločiva, ne? Ampak ko sem jaz brskala po teh straneh, je bilo kar nekaj psov in sem ugotovila, da je ta beli pes, za katerega se Taja pač navdušila, bil v družbi še z enim drugim psom in sem razmišljala, zakaj ne bi vzela oba. Zraven njega je bil še Altan, oba dva sta bila v zavetišču v Italiji. In potem mi oni sporočijo, joj, za oba hrta smo našli družine že v Italiji, če se strinjam. Pa sem si jaz mislila, no, v redu, ni problema, glavno, da psi dobijo svoje posvojitelje. In sem rekla, seveda, ni problem. Pa zvečer se stava pogovarjava, pa sem rekla, Taja, se ti zdi, da bo to okej? Pa pravi, mami, samo jaz vseeno, nekako sem se navezala na raju, ta že po fotografijah. In jaz seveda pošljem SMS, kar je bilo zelo pozno. In mi oni odgovorijo, bomo videli, kaj se da narediti. No, pa so me zjutraj obvestili, da je rajo najin. Izredno miren, nežen, ljubeč, tih partner, ki me spremlja kot senca, no. Ni sicer igriv tako kot so drugi psi, več ali manj spi čez dan. Videti je, da na snegu zelo uživa. Ja. Mu je všeč? Jaz mislim, da zelo. Njemu je tako všeč, ko pridemo ven. Ponjave ga premamijo, vse je treba prevohati. Na začetku ni bilo tako. Na začetku je on res zelo se izogibal. Zdaj je drugače, zdaj je malo oživel. Imeli smo edino eno stvar, ko sta ga dva psa pač malo prestrašila. In takrat je postal malo bolj zadržan. In je trajalo 1-2 meseca potem, da, ampak še danes ne sprejema psov na ta način, recimo, kaj zvem, če se komu približamo, je zelo, zelo previden. Razen, če so zelo mali psi, takrat nekako normalno pristopi. Če so pa veliki psi, pa moram reči, da se kar v loku izogne. Nizke temperature pa tudi niso najbolj primerne za njega, ga je treba obleči. Ja, ti psi nimajo podlake, se pravi, temperatura se ne zadržuje, ampak najse se mu to pozna najbolj po smrčku, recimo, če niso oblečena, pa če je mrzlo, dobi zelo rdeč smrček in takrat vem, da ga zebe. Tako da imava midva plašček, tako kot vsi mi, ne. Kaj bi rekla tistim, ki razmišljajo o tem, da bi posvojili hrta? Ja, posvojitev se mi zdi zelo eno tako plemenito dejanje, namreč tudi društvo ima to poslanstvo. Ni to, da ti samo psa
dobiš, ampak gre predvsem za to, da narediš eno dobro delo enemu živemu bitju, recimo, da mu ponudiš nekaj, kar mu ni bilo ponujeno. Se pravi, društvo predvsem apelira na to, da se te živali rešuje. Se da ena višja kvaliteta življenju psa, se pravi, nek topel dom, nek prijetno druženje, torej dvojno prijetno druženje, pa ena srčnost. Marsikdo si zaželi del narave v svojem domu, zaželi si akvarij. Prvo vprašanje je že, kako velik akvarij. Kaj naj bo tistemu, ki si to želi, vodilo pri izbiri? Vsekakor naj bo osnovno vodilo čim večji akvarij. Res, da se moramo potem seveda prilagajati našim prostorskim zmogljivostim, ampak večji je akvarij, lažje se vzpostavi eno biološko ravnotežje, večje so lahko filtrirne naprave, ki pripomorejo vzpostavitvi tega biološkega ravnotežja, tako da vsekakor večji je, uspešnejši bo takšen akvarij. Kako je pa potem z izbiro rib? Na kaj naj tukaj mislimo? Osnovna napaka novopečenih akvaristov je, da ribe kupujemo z očmi. Zaželimo si akvarij, pripravimo in potem, ko pride ta veliki trenutek nabave živali, se samo zapodimo pred akvarije, pa naštevamo 3 te, 5 onih, 2 ona. Ne vpraša se, ali te ribe se prenesejo med seboj, so napadalne, mesojedci. Žal pa tudi potem zatajijo včasih prodajalci in malo tudi ta komercialni učinek jim je vseeno, dejansko jim je vseeno, kaj ljudem prodajo. In tako se navadno ta nakup prvi konča klavrno. V prvi vrsti bi predlagal tako, da se odločimo za vrsto ali dve, ki nam najbolj padeta v oči, ki si bi jih mogoče najbolj želeli v svojem akvariju, vse ostalo pa potem prisluhniti, katere vrste doseliti k tem osnovnim. Mogoče kakšen nasvet za začetnika, ki še nima veliko izkušenj. Katere ribe so tiste, ki ne zahtevajo tako zelo veliko, pa s katerimi se mogoče dobro razumejo? Za vsakega začetnika akvarista bi vsekakor svetoval ribe živorodke. To so majhne, zelo barvite ribice, tako da celo mogoče ene najbolj barvitih rib in pa tudi za začetnika nezahtevne. Celo uspehi pri razmnoževanju se lahko pojavijo, saj nekje samice živorodk kotijo vsake 3 do 4 tedne žive mladiče, kar je seveda vsakemu akvaristu v veliko veselje, da mu je to uspelo. Tako da potem, ko pa se enkrat obvlada to osnovno znanje, ko se spozna zahteve rib, predvsem pa količino hrane, ki jo ribe potrebujejo, tu je potem seveda največji problem, ki se pojavlja kasneje in pri teh živorodkah se najlažje, potem se tudi najmanj zamerijo, če ga polomimo pri hranjenju. Potem pa se lahko gre na zahtevnejše vrste rib, ampak seveda zopet je treba upoštevati, iz katerih okolij živijo, tako da se nekje nabavijo recimo južnoameriške vrste, potem imamo južnoameriški akvarij, če se odločimo za azijske nikakor ni dobro mešanje, saj se kemizmi vode zelo, zelo razlikujejo. Nikakor pa ni pravi začetek bučka in zlata ribica? To pa nikakor ne, to je na meji trpinčenja. Živali v prvi vrsti ne marajo okroglih posod, zato se vedno prakticirajo 4-oglati akvariji in pa seveda zlata ribica je kar, bi rekel, dober plavalec in v tako majhni parlitrski bučki je zelo nesrečna. Po težavah, ki smo jih zasledili v mariborskem zavetišču za živali, je prav, da osvetlimo, kaj pravzaprav pomeni mikrosporija, zaradi česar se je azil zaprl, za kakšno bolezen gre. Ja, mikrosporija je, se pravi, bolezen kože, glivična bolezen. Pomembno pa je to vedeti, da prizadene tako živali kot ljudi. Se pravi, je zoonoza in lahko zbolijo tudi ljudje, in v tem je bistvo problema.
Sam povzročitelj je glivica, katera povzroča, bom rekel, karakteristična okrogla mesta na koži ljudi. Predvsem pri ljudeh se to vidi, res karakteristične rdeče kroge. Lahko si predstavljamo, kot če bi en kovanec, majhen kovanec segreli in ga pritisnili na kožo in bi seveda bila koža tam rdeča in pa vneta. In taki kroge se pojavijo po rokah, po vratu, po glavi, po lasišču. Se pravi, če ne zdravimo, gre bolezen dalje, lahko prizadene več kože, je lahko zelo neprijetna in tudi nujno potrebna zdravljenja. Tako da pač ljudje vsekakor obiščejo zdravnika, kateri predpiše ustrezno zdravljenje in problem je rešen. Isto je pri živalih. Pri živalih je res to, da sploh pri mucah, da mikosporijo v tako karakteristični obliki, kot sem zdaj povedal, pri ljudeh zelo redko najdemo. Ponavadi se ne vidi prav nič, mogoče malenkost gola ušesa ali pa kakšna težava z kožo kje drugje, pa vseeno ima na sebi te spore mikosporije, te spore plesni. Ugotavljamo jo z ultraviolično svetlobo, to je posebna lučka. V temi se gleda, ker pač te glivice fluorescirajo in pa seveda z laboratorijsko analizo dlake in pa kože. Moram vam povedati to, da mikosporija je izrazito zelo razširjena, mogoče bolj kot si mislimo. Povezana je tudi zelo z odpornostjo same živali. Mi veterinarji praktiki pogosto naletimo pri najrazličnejših vzorcih, ko jih pošiljamo v laboratorij, da najdejo zraven tudi mikosporijo, čeprav žival klinično bolana ni. Pri klinično bolanih živalih je pa zdravljenje, terapija tudi zelo uspešna. Obstajajo kopeli, katere lastnik ga naučimo, kako izvaja, vsakodnevno premaže tista obolela mesta oziroma celo muco za tekočino protiglivično in muce se pozdravijo tudi popolnoma, mislim čisto popolnoma. Res je, da smatramo muco, da je zdrava, ko dobimo izvid po 2 mesecih, se pravi 2-krat izvid pošljemo v laboratorij in ko je drugič negativno, tisto muco potem proglasimo za zdravo. Neha pa širiti bolezen že takoj po začetku terapije, ko začnemo terapirati. Bistvo je to, da je bolj prisotna ta bolezen, kot pa si mislimo. Jaz sem v svoji praksi imel tudi primere, ko so otroci, na primer, iz šole prinesli mikosporijo in so otroci okužili domačo leglo muc ali pa kužeko tudi. Tako da, se pravim, bolezen ni nek bav, je pa potrebno pač resno izvesti eradikacijo, da se izkorenini in tudi pri ljudeh vsekakor pri najmanjšem sumu je potrebno obiskati zdravnika. Kako je pa z drugimi mačjimi boleznimi, kot recimo mačji AIDS? Ja, tu je zelo dosti bilo vprašanj mačje AIDS in pa levkoza, to sta 2 bolezni, kateri sta ozko specifični samo za muce, se pravi, ljudje tu ne morejo zboleti, da ne bo kakršnega koli nesporazuma in v bistvu gre tu za 2 neozdravljivi bolezni. Vendar mogoče se je tu strategija, tudi sama veterinarska medicina v zadnjih letih začela tretirati te bolezni drugače. Pred leti smo, nažalost, moram reči, vse pozitivne živali, katere so reagirale pozitivno za testom, eutanazirali. Ampak se je pokazalo to kot narobe. Danes eutanaziramo samo tiste, ko so v zelo slabi klinični sliki, se pravi močna driska, bruhanje, nizka temperatura, neječnost, v izrazitem slabem stanju, ostale pa na željo lastnika zdravimo. Vsekakor zdravimo, ker veste, obe bolezni prizadeneta imunski sistem v smislu imunosupresije, tako da imunski sistem ne deluje, kot bi moral. Simptomatika je podobna kot pri ljudeh, bistvo zdravljenja pa je v tem, da dvigujemo imunski sistem občasno. Še ostale terapije in take muce lahko tudi preživijo zelo dolgo, skoraj normalno življenjsko obdobje, čeprav so pozitivne na AIDS. Današnja oddaja o živalih in ljudeh je tako pri koncu. Poiščite nas na Facebooku, pišite nam na elektronski naslov. Vidimo pa se čez teden dni. Nasvidenje.